Telekomunikacijski trg v Sloveniji je že precej zasičen. Penetracija uporabnikov je skoraj 110%, kar pomeni, da ima vsak uporabnik 1,1 telefon. Pomeni, da kakšnega potencijala za širitev, razen to, da jemljemo en drugemu uporabnikov, ni. Zato vsi mobili iščemo nove trge, torej kar se tiče računalništva v oblaku, kjer ponujamo pester nabor storitev in pa iščemo tudi načine za partnerstvo z drugimi podjetji, z drugimi branžami, da lahko ponudimo končnemu uporabniku celovit produkt, ne samo na področju telekomunikacije, ampak mogoče tudi na področju bančništva, zavarovalništva in tako dalje. Torej, mi smo zelo optimistični glede tega, kako se bo letos stvari razvijale. Namreč za začetek smo se postavili zelo jasne cilje, katere stranke želimo pridobiti, in prenovili pa smo tudi prodajni proces, ki pomeni, da ne izgubljamo več časa s stvarmi, ki niso bistvene za stranko, ampak se bolj posvečamo strankam in njihovim potrebam, kar potem pomeni, da so tudi rešitve boljše, posledično rezultati boljši, to pa nam potem odpira vrata tudi za razvoj poslov naprej. Ja, definitivno na tujih trgih. Nažalost, Slovenija je majhen trg, vemo, kakšna je gospodarska situacija, tako da vidimo svojo prihodnost, tako že v preteklih letih, v povečanju prihodkov na tujih trgih. Kateri trgi so to, lahko bolj konkretizirate? Zaradi narave naših proizvodov bodo to predvsem trgi v Evropski uniji. Klasično, kar je za Slovenijo najpomembnejše, nemški trg, avstrijski trg, francoski trg. V lanskem letu smo prodrli v Skandinavijo, ker želimo nadaljevati z svojo prisotnostjo in dosegati še boljše rezultate in rast v obsegu poslovanja, pa tudi čez lužo v Ameriki, ker smo lani prve projekte uspeli narediti, želimo v letošnjem letu še povečati svojo prodajo. Usmerili se bomo na nove segmente kupcev, to zagotovo, kar pomeni, lani smo naredili neko inovacijo v našem podjetju, pomeni, nehali smo delati projektno, začeli smo delati s pomočjo delavnic, naučili smo se v bistvu to prodajati, letos bomo šli pa zlasti preko partnerjev do nekih novih segmentov kupcev. To je prvi ukrep, sigurno. Z inovativnimi rešitvami tako pri vsebini kot pri samem marketinških pristopih. V bistvu mi ves čas, glede na to, da na zaprtem trgu delujemo, se pravi na reguliranem trgu, ves čas iščemo neke bypasse oziroma rešitve, kako bi se temu izognili. Naša prva poteza v teh raziskavah je definitivno raziskava trga, se pravi tako, kaj si želijo sami učitelji, kaj si želijo starši. Želimo ponuditi sodoben pouk, cenovno ugoden pouk, ker vemo, da država premalo sredstev namenja izobraževanju. Potem sodoben pouk predstavljajo elektronska gradiva in tukaj si odpiramo nove poti v tem kombiniranem učenju, kjer ponujamo postopen prehod iz tiskanih gradiv na elektronska gradiva. Rast se še vedno načrtuje. SIMOBIL je na trgu kot drugi uporabnik, drugi operater z 30% tržnim deležem. Rast na področju telekomunikacij se še vedno pričakuje, dočim prihodek na nivoju uporabnika pa nam, tako kot vsem ostalim, vztrajno pade in ravno zaradi tega iščemo nove priložnosti tudi na drugih trgih in na drugih področjih. Kriza je predvsem v glavah. Jaz mislim, da v vsakem momentu je potrebno iskati nove priložnosti in tudi krizo izkoristiti za to, da se mogoče obrnemo vase, pogledamo, kako lahko kakšne stvari naredimo bolje, učinkoviteje in tudi poiščemo priložnosti, ki jih mogoče včeraj nismo videli. Ja, v lanskem letu smo jo povečali za 20%, kar je res izjemen rezultat. V letošnjem letu planiramo vsaj 10% vzrast. V lanskem letu smo v primerjavi z prejšnjim letom se nam je prodaja povečala za 16%. Tako da zdaj, koliko bomo letos tudi nekje v teh okvirih, bomo zadovoljni. Zdaj, če bo še kaj več, pa še toliko bolj srečni. Prodaja v celoti se ne bo povečala, kvečjemu se bo zmanjšala. Mi v našem podjetju bomo mogoče prodajo povečali za 5%, bomo pa že zelo veseli, če bomo lahko obdržali prodajne rezultate, take kot smo jih imeli v letu 2013.